6 delodajalskih organizacij in združenj je pripravilo skupni predlog ukrepov za povečanje konkurenčnosti in gospodarsko rast. Zahteve gospodarstva so v dokumentu, ki si jih za gospodarstvo 9. avgusta naslovili na vlado Republike Slovenije in predsednico magistro Alenko Bratušek. Mi se vladi ponujamo, da naši strokovnjaki sodelujejo v različnih delovnih skupinah in pričakujemo, da nas bodo v te delovne skupine čim prej vključili, kajti časa res nimamo veliko. Delodajalci so v javno zdravstveno blagajno v lanskem letu prispevali skoraj 900 milijonov evrov, a imajo pri reformi zdravstvenega sistema vse premalo besede. V gospodarstvu pričakujemo, da bomo z racionalnim obnašanjem tako politike, izvajalcev kot zavarovancev dosegli v prihodnje tudi znižanje prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje. V skladu z novelo zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju lahko upniki in dolžniki od 15. avgusta dalje predlagajo začetek postopka zaradi insolventnosti na podlagi nove izpodbojne domneve, kar pomeni: vsa podjetja, ki so po novem dolžniki oziroma imajo blokado računov več kot 60 dni, se po novem domneva, da so insolventni. Gospodarska zbornica Slovenije je pozdravila s 1. septembrom napovedano znižanje prispevka za obnovljive vire energije, vendar hkrati poudarja: to je prvi korak k temu, da sprejemamo še druge ukrepe iz enega preprostega razloga, ker v Sloveniji so okoljske dajatve in pa trošarine v primerjavi z konkurenčnimi državami previsoke. S ciljem, da proaktivno, konstruktivno in usklajeno pomaga vladi identificirati in izvesti ključne ukrepe za izhod Slovenije iz krize, je GZS pripravila javno tribuno o rasti gospodarstva in novih delovnih mestih, na kateri so gospodarstveniki razpravljali o predlogih prioritetnih ukrepov za nov zagon gospodarstva. Da v našem primeru danes ne moremo več govoriti o krizi, o kakršni so govorili drugod po svetu 2008-2009 in jo premagali. Mi imamo čisto eno drugo krizo. Mi imamo krizo, bom rekla, ali pa drugače igro moralnega hazarda. GZS, ki je največji družbenik družbe za upravljanje tveganega kapitala RSG Kapital, je organizirala novinarsko konferenco, na kateri je direktor družbe Jure Mikuš predstavil njeno delovanje. Skupaj upravljamo z 18,5 milijona evrov kapitala, ki je namenjen za investicije v tehnološka podjetja z visoko dodano vrednostjo, visokim potencialom. Obenem je predsednik Gospodarske zbornice Slovenije prikazal rezultate poslovanja slovenskih družb po luči zadolževanja in dostopnosti do virov financiranja. GZS, Združenje za informatiko in telekomunikacije, je skupaj z informacijsko pooblaščenko organiziralo delavnico v Piškotkih, kjer so skrbnikom in lastnikom spletnih strani predstavili pravila in postopke za piškotke glede na posamezne kategorije piškotkov in se pogovorili o učinkoviti in čim manj moteči uporabi teh pravil. In najbolj bistveno seveda je, da posamezniku daš možnost, da se odloči, ali takšen piškotek želi ali ne. Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve organizirala individualne pogovore slovenskih gospodarstvenikov z novo imenovanimi veleposlaniki Republike Slovenije v Avstriji. Na podlagi pogovorov, ki sem jih danes opravil na gospodarski zbornici in so bili res odlično organizirani, to moram pohvaliti delovanje zbornice v tej smeri, je jasno, da je tukaj še ogromno potencialov, ki vendarle niso izpolnili, kljub tem dobrim rezultatom, ki smo jim pričali v zadnjih 20 letih. Nemčiji. Na eni strani nuditi pomoč slovenskim podjetjem na zelo različne načine, odpirati vrata, poiskati kontakte. In Švici. In tukaj vidim veliko volje, veliko želje, da bi prišli na švicarsko tržišče.